Vedeli imajo sobodajalci občutek, da jih država z nenavadnimi predpisi skoraj da sili, da oddajajo na črno. Posameznik, mu je oddaja sob dopolnilna dejavnost, lahko po pravilih sobo odda največ 150 dni v letu. Ta omejitev sobodajalcev ne moti, tudi država od njih zahteva tudi, da že v začetku leta povedo, za katere datume bodo sobe oddali, kar pomeni, da se morajo preleviti v prave vedeževalce. To je popolnoma neživljenjska določba, ker nihče ne ve, kdaj bo dejansko imel goste. In to vnaprej predvideti, ali bo v katerih točno terminih, v katerih dnevih bo, se enostavno ne izide. Država to uredbo zagovarja predvsem s tem, da je tako nad sobodajalci lažji inšpekcijski nadzor. Ne skrivajo pa tudi, da želijo s tem tiste sobodajalce, ki še niso postali samostojni podjetniki, v to spodbuditi. Pa seveda želimo, da bi se čim več njih odločilo tudi za seveda samostojne podjetnike, da bi bilo to delo še bolj transparentno in da bi tudi na ta način lahko uresničevali temeljni cilj, to je povečanje obsega turistične dejavnosti. Tem ne bi bilo nič narobe, če ne bi bil status samostojnega podjetnika povezan z veliko birokracije, zaradi česar se mnogim s tem ne splača ukvarjati in se raje znajdejo po svoje. Zdaj pa, kaj želimo v Sloveniji? Dobra podjetja ali sivo ekonomijo? Ker, če že govorimo o počitniški hiši, vikendaši pa lahko gostijo prijatelje na obisku 60 dni, ne da bi naredili karkoli. Pod to krinko sobe mnogi oddajo na črno, poleg tega pa zlorabe omogoča tudi stanovanjski zakon. Tudi s turistom namreč lahko lastnik sobe sklene običajno najemno pogodbo. Po zakonu pa ga je dolžan prijaviti šele en mesec potem, ko se vseli. Če takega najemnika torej odkrije inšpektor, sobodajalec ni storil nič narobe in lahko naknadno prijavi oddajo stanovanja. Če pa inšpektorja ni, na to seveda mirno pozabi.